Ne? Specialized, da bi full imel, jaz SL8 sam ga nočem. Pa tudi... So kleži 2,5. Ja. Pa po eni strani me pa ima, veš, ker vem, da je dober kolo za to. Mislim, jaz sem fiks, da je dober bajk. Ja. Mislim, od ta velikih ferem ne moreš pa dobiti, za moje pojme ne moreš dobiti več slabega kolesa. Slabega ne, lahko je malenkost kakšna stvar. Sem kaj pa še od ta velikih pol. Mislim, Scott. Ne, pozabi. Okay. Scott bo po moje tudi letos prišel. Sorry, imam raj Specialized za Scotta, pa ne vem za kva, zato ker se mi zdi, da je boljši. Mislim, jaz takrat, ko smo še hodili z zastopnikom testirati, ne, pa sem vozil takrat mid-tier kolo, Ja. pa je bil čisto ok. Pač Scott sem, če gledam vizualno, pač meni zdajle ga ne morem. Ja. Specialized mi je lep, sam je Specialized. Drugače čas je bilo, če si imel Scotta, ne, si ga lahko mod prodal, ne. Zdaj pa ne vem, če še tako. Zdaj po moje, da od teh boljših brandov Pinarello. imaš sam te italijanska dva, pol pa BMC še do neke mere, vsaj kukor spremljam še ena to spletno štacuno, ki prodaja rabljene, te se tam se tudi kar dobre cene držijo. Pismo Specialized. Tudi ne več, ne? Jih je preveč, ali kaj za to? Mislim, v Sloveniji ziher ga ne prodaš po dobri ceni. Ne. Ja, to je težko verjamem. Pa imaš pa te znamke, ki so tako bolj, veš, ki jih že ugodno rečemo kupaš, ne, in tam ne boš mogoče toliko zgubil. Sam veš kaj, Pinarello recimo me pa moti to, da ni lahek. Ja, zdaj vprašanje, kako s tem ta novim. Daj pride, ja, zdaj da F-a kupeš, pa no pride, me se zgliho. Ja, Pa turo. ne, direkt za tur, ne, tur bo Ja, ampak fiks, ja. ga bojo že furali. Vse vsak let. Kaj bo pa oznaka ist? Ne vem. Se niti ni Aj, se potrjeno, ne ve. da pride. Sam, kukar jaz mislim, bo Bo, kar. ne. Ja, Ja. se tudi, Je že kukaj cajt. za Kolnago bo isto prišel Bo, ne. novi. Pa jaz mislim, da bo tudi Scott dal novega Edikta ven. Ne vem, ne, ampak... Je se pa mogoče počaka tudi za Colnago, ta se verjetno bojo šli naprej. Ja, mislim, nekaj novega bo, ne, se Kolnago, to kar zdaj, se pravi te, ki so jih kupili, dajo v razvoj, po moje pač kle tudi, vsak kolo bo neki, bo imel Bolj skupaj upgrade, bojo ne. prišli, če mene vprašaš. Sam, a veš, to moraš tudi razvijati z, ne vem, BMC rečemo je razvijal z unimi s Formula 1 z Red Bullom, ne. Pač tam nima, tam je že R&D je tak zadnji, da ti sam, da se uni podpišajo na izdelk, veš, da mora biti to res topa, ne. Sam mogoče pa nima izkušnje s kolesom. Pa to je vse računalniško. To Saj je, to je veš, res, ja. oni dajo simulirajo, kako kaj kolesar, kaj gor, kako mora biti, to se vse, kakšna višina za določe, pač to je vse simulacija, to ne testira. Ne več, zdaj že tudi crash testi so zdaj že simulirani, ne. Mislim, ja, itak. Ne, ti boš šel noter. Ne, ja, ampak v avtomobilih, ne, mislim simuliran že tudi računalniško, ne sem še uno, bum. Ja. In kle, jaz mislim, da je šlo vse tok naprej, da, mislim, jaz zdaj, če bi gledal, da bi gledal top bike, to, kar je trenutno, pač BMC, sploh ni debate. Mislim, od vseh, ki sem jih furil, je Kaj? ta bike, je Team Kako dober? Machine Air in to je to, mislim, sploh ne razmišljati. Ful je razlika od prejšnjega tudi? Ne. Ja, fora je, da je ful podoben Time Machineu, s tem, da je ful lažji. Sam unni bo geometrijo imel tako za klanc ni bila. Zgledu je taka mal čudna Ja. geometrija, ampak ko si se gor pel, vsaj meni je bil sem hiter. se ga hitro navadil. Ja. Ta je pa zdaj top. Mislim, ta bike je pa zgleda dober, ne vem. Ne, imel bi ga tako, jaz sam ne vem, kje bi se zmenil, veš za... Ja, mislim, jaz, Malo še to gledam tudi, ne. če gledaš dobro ceno pri BMC-ju, po moje itak ne boš dobil. Mislim, dobro. Itak so dragi, ja. Ja. Ampak tukaj, da nekako nam zdaj preplačoval, to mi ni. To malo gledam tudi, ja. Okay. No, če, mi da ste sicer že začela podcast, A je to že, ne? dobrodošli nazaj, snima se. Danes je spet moj gost Matej Lovšek, je imel pred kratkim trening camp v Rabco. Rabcu. Evo, tudi par naših kolesarjev je bilo tam, so ful zadovoljni bili, pa sem rekel, da pride, da malo pove o temu, kaj se dogaja, kdaj bo nasleden, kako se lahko prijavite. Matej tudi pač oseben trener za kolesarje, tako da bo šel temu kaj. Na koncu bo pa zadnji je njegov kolo,
ga vidi, kle, se ga malo vidi, tako da bova šla pa še čez kolo čez, bom povedal, kaj je voz, kakšno opremo gor, nastavitve itd., tako da bova šla še v temu. Noč, gre kar začeti. Najprej, kako si? Kave danes nisi spil? En lep pozdrav. Ja, kavo sem že pil prej, pa ni bilo Red Bull, bil je pa Monster, tako da ne smem preveč A zdaj si kavice. prešaltil na energijske. Ne, se že nekaj cajt, to je moja tista slaba razvada. Okay. Tako da pol na koncu je kar veliko kofeina. Včasih pridete dva Monsterja, pa že 5 kav, pa je to pol ne gre več naprej. Okay. Ja. Te razumem. Ja. Da mi povej, si letos že furil kakšen maraton, kakšno dirko, si kaj odpeljal? Da bi res rekel, dirko je bila zdaj prejšnji vikend, v bistvu ta vikend zdaj v Umagu, Grand Fondo Istra. To je bilo čisto res na hiter. Jaz se mi zdi, da sem večkrat ven padel z dirkanja, tako da sem se te zadnji trenutek prijavil. Pol na koncu jaz ugotovim, ker se ne pripravim na tekmo, da je to itak, so kvalifikacije za svetovno prvenstvo Grand Fondo, tako da je bilo kar konkurenca huda. Sicer sem mislil štartati v prvi vrsti, pa pol ugotovim, da ne morem, ker sem po kategoriji že mal ven in so bile ločene kategorije, smo štartali bolj vzad. Okay. Tako da je bilo prvih 15 minut kar borba, da smo prišli za pozicije za naprej. V glavnem, ja, to sem prvič po dolgem času spet malo bolj zares dirkal, tako da sem prišel do Krčev na konc, ampak koncev ni bilo slabo, no. V prvi grupi sem bil. A pa je bil šprint? Ja, se veš, pol v šprintu sem bil zadnji, ne. Ne, sploh nisem šel šprintati, ampak Ne, Krčev sem. Ja, šprint. Grupa je prišla spredi. Grupa nas je bila 15. 15-3 Slovenci, meni se zdi, smo bili. To so 4. V glavnem grupi. Reč pa ful enih Italijanov je, bivši profijo je ful zadnje čase. Okay. Čehi, Francozi so bili tudi, Avstrijcev. V bistvu res huda konkurenca. No. Sem kar mal bil presenečen, koliko se je to vse skozi zgostil. Pa koliko je ratal to, mislim, zadnja leta, tako pa tako govorimo, da je konkurenca nora, ne, amaterska. Koliko je pa zdaj, se mi zdi, skozi hujiš. No, recimo, imeli smo tisti, ki pozna Opratal klanc. To smo se pelali konkretno, bom rekel, če gremo po vatih, 5 vatov plus na kilo, to je bila grupa 30. V prvič, pol so že malo odpadali, no, to drugič, ne, pa če nas je 17, mislim, da se je čez pršel, to je bilo, ne vem, mislim, da 5,2-5,3 vate na kilo, pa je grupca bila. Ne, to, včasih si se to sam odpelo, ne, tako da je bilo kar... Okay. V bistvu te malo tako prizemlji, ne, pa si rečeš, dobro, sej nisi več najmlajši, v redu je, ampak pa pogledaš še zraven Igorja Kopšeta, ki je pa 50 letos bil star, pa je zraven, pa razteguje grupa, pa si rečeš, ok, imamo še malo manevrskega prostora. Koliko pa kilometrov že kaj letos naredil? 6,000. 6, jih imaš že zunaj? Ne, malo še, jaz tudi Zwift gledam zraven, ampak se ga ni toliko, letos je bilo toliko lepo vreme. Okrog 6,000 je bilo zaradi vremena, no. Se je kar dal... Pa to šteješ od novega leta ali november? Ne, od novega leta. Novega leta. Ja, ni november. Priden. Kar velik, v bistvu prečem, dosti me časa. 2 ure na mesec. Kaj? 2 ure na mesec. Je bil en mesec, dobro, mečken, veš, Zwift moraš malo z rezervo imati. Okay. Ne, da bi imel zdaj toliko več kilometrov, kolikor sem več ravnine delal. Kolikor od prejšnja leta sem ful več klance začetek sezone že vozil, ne. Zdaj pa dost, pa tako, ko so se prepogovarjali, malo so hitrejše kolesa. Ne. Zdaj, recimo, ko delam cono 2, to je poprečno 33, prej je bila recimo 31, ne. Dobro, to je 2 km, ampak se nabere s tokimi urami, ne. Koliko pa ur na teden približno kolesariš, enih 18? Ne, to je max. Škok, tam med 14, klasični tedni so med 14 pa 16, 17, pa pol 2krat na teden imam kineziologa, oziroma nek podobno kot fitness, no. Okay. Ni fitness, bolj je pač specifično. Z lastne teže okoli. Lastne teže, ja, zraven imam, da me popravlja. A tudi zdaj v sezoni boš? Skozi bom delal. Mislim, 2krat na teden? Ja. Okay. Škoda, tu so 2 letne, zdaj je že ta druga sezona, ko se je začela hoditi, da bo kao ona zboljšala si, da ne bo imela bolečino v hrbtenici. No, na koncu sem bil jaz največji problem tam, ne.
Jaz sem prišel, iskreno sem prišel zaradi tega, da pač ne bom ves čuden na stara leta. Okay. Vemo, kaj moramo delati, ampak doma tega ne delaš. Ne? In pol smo ugotovili, ja, da pač bo treba zboljšati in pač to grbo mojo, pač, ki imaš 100 let kolesarjanja, ne? Pa malo kor zboljšati, vse skupaj pa gibljivost, ne? In je kar lep napredek bil. No? In mi je ful dober, oba da skup hodva, ženo, ne? Pač imaš nekaj skupnega še, pa se mi zdi, da so oba ful zboljšale stvari, zadovoljna sva, tako da po moje bom kar skos naprej. Ker tudi lani sem delal razen, avgusta pol nisem, pa sred julija smo malo nehali, da malo vse prijem, ampak pa sem pa skos delal. No? Ne, pa sej se mi zdi, da problem na kolesu je glih ta spoden del hrbta, kor, kad to noč ne dela na kolesu in si lahko prideš, jaz zdaj grem dol z kolesa ka notrdamski zvonar. Ja. In to se spomnim 2-3 leta nazaj, ker nisem nič v fitness hodil, pa nič in sem bil čist poklepan. Zdaj je dosti boljš. Tako da pa mene sem gotovo tudi joga mi dosti pomaga. Sigurno. Pa vsaka taka stvar, ali pa ne vem, pilates hodijo, no, ampak sigurno pomaga. Tako bom jaz rekel, jaz bi zdaj sploh te fante, recimo, ki jaz treniram, oziroma tisto populacijo, ki se jaz ukvarjam, je to skoraj bi mogla biti nuja. No? En fitness, nekaj tacga za stabilizacijo, oziroma za, ko bi rekel, za dolgoživost. No? Je zdaj popularna ta beseda. Ker kaj ti pomaga, da si lahek pa na vrh na kolesu, zato da boš 5 sekund hitrejši na klanska, boš pa, ne vem, 60 let star, boš pa po domač povem kripelj. Pa se tudi vprašanje, če ni, kad ti zboljšaš škor, to se spomnim, ko smo bili pa Rasosu, oni so takrat vse govorili, da ti tudi dihaš, v bistvu vse gre iz trebuhava. Ne? In če imaš ta del zboljšaš, boš tudi takrat, ko si gotov, boš šprinte lahko naredil. Sigurno. Boš pač, vse je boljš. Ne? Menjalnik v bistvu. Moraš si pa vzeti ta cajt, da saj 2 ure na teden. Ja, ampak veš, hec je to, da je napredek že po 14 dneh recimo viden, ne, če nisi prej nič delal. Že s tem, ko aktiviraš ti mišice, ko znaš aktivirati, ne, je čist drugač kot prej. Tudi če ni nekaj ujačana. Ne. Tako da full hitro, jaz sem tudi videl, recimo, imel sem probleme že s tem, ko se obračaš trup, ne, levo, desno, ne, je bilo to omejeno, vse skupaj je zakrčeno. In to sem imel že po 2-3 tednih sem v avto gledal, gledaš mrtvi kot, ne, ko zdaj to vidim, ker prej nisem, ne, sploh. Take, v bistvu, banalne stvari, ki samoumevne, ne. Ne, kor je sigurno top, to je pač koliko pa avtomobilov menjalnik, no, če to ne dela vmesna sklopka, nič ne pomaga, nobenega prenosa moči nimaš, ne. Jaz sem imel tudi velikrat pol problema s hrbtom, ne, pa me bolel, pa skos neki hrbet, mal, ne, da bi me face bolel, ampak zdaj ni, recimo, ne moram tle potrkati, ampak teh problemov nimam. Tle, ja. Čicer je fake les, najbrž. Dobro, v redu je, se lahko tle. Koliko jih pa treniraš zdaj? Je pa 5. 5 imaš. 5 fantov, pa punco. Tako da ja, željo imam, sicer zdaj je bilo res malo, sem bil omejen s časom, željo pa imam to povečati malo. Trenutno niti nisem imel možnosti, ker mi čas ni dopuščal, ne. Zdaj pa imam željo povečati, da bomo malo več se ukvarjal, pa tih imam par več, no. Pa tele polti, ki jih treniraš, to so, kako ta trening camp poteka? Ta trening camp ni bil zdaj namenjen prav njim, to je bilo čisto splošno, se lahko prijavil vsak. Kaj glede trening campov? Mi, kot ste videli, smo sodelovali s Simonom od HPC-ja, sodelujeva že, se poznava že 10 let, sigurno, še celo več, od 2013. Ampak sodelujeva pri trening campih že pred korono. Smo začela, to je bilo že 2018, 2019, takrat smo kar dosti začeli s temi trening campi, pa ko se je korona začela, smo nehali in do zdaj se je to kar malo pozabili. Pa sem se pa letos spet spomnila, sem ga kontaktiral, če bi naredili spet malo, zato da spet nazaj pridemo, ne. V ritem, v Rabcu imam jaz, to smo imeli že dobre pogoje z Valamarjem v hotelih. Pa smo rekli, da bi spet malo začeli, ne. Nek začnemo, pa bomo pa probali še izboljšati, ne. In tako da nam je zdaj, smo rekli na hitro, da organiziramo, ker nismo imeli nobenih planov, že, recimo, da bi že čez zimo to razmišljali. Organiziramo prvi trening camp in na koncu je spadalo super.
Saj tako mislim, no, mnenja so bila takšna. Imeli smo nekih predavatelje zraven, tudi tako vključene, tako da je bilo za vsakega neki. Zdaj bomo pa za naprej, verjetno letos ne bo, no, glede na to, da smo že aprila, mislim letos pomladi. Potem bo verjetno že jeseni začeli spet naprej, pa pol spet spomladi, pa nekaj razmišljamo tudi, da bi šli mogoče še malo toplejše kraje. Neki so plani tudi mogoče kakšna Španija, ali zdaj prav Španija ali Kanarski otoki, da bi naredili pa mogoče tedenski trening camp. Kakšna Italija bi bila tudi. Tudi, ali pa Malorka, ali pa ne vem. Mislim, če greš polet, vem, da je, mislim, jaz sem bil takrat ful zadovoljen v Bormiju, ko imaš izhodišča za ful, ne? Tudi to. In pa, če greš, ne vem, ko je že Kurvaro ali pa neki, tako in Dolomite, se lahko furaš, pač ja. To je tudi razmišljanje, rekli smo, da imamo step by step, da imamo zdaj vse naenkrat, ne, ampak za začetek smo rekli, da najprej organiziramo. Pa bomo pa naprej videli, kaj lahko zboljšamo. Ne. Letos je bila ta sprememba, da smo naredili 4 dni, pa se je izkazalo za super idejo, mogoče niti ne podraži tega kempa na toliko velik tisti dan, ampak lahko ful bolj kvalitetno narediš še stvari. Ne. Recimo upelješ še kakšen trening več, nek recimo, če 3 dni zdaj prideš dol v petek, ne moreš kaj veliko potrenirati, v nedeljo pa že greš nazaj. Ne. Tako da to je bilo kar, se mi zdi v redu. No. Mi probamo tako narediti v teh trening campih, poanta vsega skupaj je, da malo približaš ljudem tudi, ker niso nikoli trenirali, kaj sploh je trening. Ne zdaj, da bomo rekli, to pa to mora danes biti specifično za tebe, ampak da vidiš, da se spozna z različnimi intervali pa take stvari. To je bila poanta, pa smo pa tudi tako letos imeli, da smo imeli mogoče še tak predavanje od prehrane, ki je imel Blaž od HPC-ja zraven, plus z Nikotom smo se zmenili, imel pa predavanje o bike fittingu, o nastavitvah koles, tako da to so te osnovne stvari, mogoče je nam samo umevno, nekdo, ki pa pride na novo, pa to vse skupaj lahko spozna. Mislim, fajn je za začetnike, da se vsaj približen malo ve, kako pol naslednja stopnička je pa to, kar sem zdaj od parih stran že slišal, da grejo pa prav na kako bi rekel, za en teden, da grejo pa na une, ne čisto kot derko, ampak da jim rečejo, plan je, prideti moraš od tukaj do tukaj, spremljevalne avte imajo in pol jim govorijo pač kako pa kaj, v njim nosijo za jest. To je next level zdaj. To mora biti pa že nekdo, ki že kar neki se voz, težko en pride s 500 km, pa mu da pa take trase, ki eno prideš in... To je čist druga ciljna publika, po moje tudi. No. Tudi tukaj so imeli zdaj malo, treba je uskladiti, ne? Imaš različne pripravljene kolesarje, od najmanj, pa včasih to zgleda, kot da nekdo dirka, ni nujno, da dirka, on je lahko gre na nižjem srčnem utripu na klanc, kot en slabo pripravljen, pa on slabo pripravljen ne bo mogel niti blizu zraven prijeti, oziroma bo imel občutek, da on gre na polno ta druga. To v Rabcu je treba pač to prilagoditi, pa imamo tisti začetni klanc, ki se lepo vsi ugrejemo, pa pokažem, da se da tudi tisti, ki je dobro pripravljen, lahko lepo počas gor pele, pa se bo glitko ugrel. Zdaj, če bi imeli recimo dosti veliko različnih pripravljenih ljudi, pač narediš 2 skupince, se ni v tem, ni sploh noben problem. Konec koncev pa, če delaš intervale, vsak dela zase. Se da prilagoditi. Intervale v skupini si ne predstavljam, kako jih lahko narediš. V skupini, mogoče kakšno krožno, veš, tiste krožne smele, ni to isto, ampak to je... krajši intervali pa le. Krajši pa oziroma to je bolj zato, da pokažeš, kaj lahko tudi. Ni zdaj, da bo nekdo bo malo manj delal, kot drug sigurno, vedno je tako eno prilagajanje. Bistvo je, poanta je v tem, da se spoznajo s tem. Tako kot pa si rekel, za naslednje stvari je pa pol tedensko, smo tudi v tem razmišljali, da bi za en teden bilo, ali pa ne vem, pač zdaj kakorkoli 7, 8, 9 dni, kakorkoli je. Pa zraven spremljevalno avto, prehrana. Tako v tem smislu. Maserja, vse skupaj, mislim, to je sigurno naslednja stvar. Treba je samo videti, kako bo zdaj, kako se bomo zorganizirali za naprej. Moramo razmisliti. Klientela, ker tukaj se mi zdi, da je eno, vsaj jaz vem, jaz gledam skozi zdaj, če bom šel nekam, moram imeti dobro poslo, dober zajest,
še enega, da me masira, pa jaz nočem si kuhati za jesti, razen če bom špagete glih vsak dan jedel. Pa zastonj bi imel. Ne, pač Da se se hecam, plača, ampak- se mi zdi, da pač Ja, unik že imajo svojega trenerja, pa tako se mi zdi, da če že en teden prej, jaz mislim, da bi dal prej unih par 100 evrov več, pa da so res pač poskrbljeni, da ne rabijo razmišljati o ničemer, pa da vidijo mogoče to, kako se res v teh ekipah pa to dela. Kukor da prideš tja, pa imaš pa sam svoje energy bare, ti stred, moraš še za to skrbeti, namesto ti sam reči, ti me sam za obleč, kolo me sabo, to je to, vse stalo smo mikle Ja. in aj čau. to mi je želja, meni tudi točno ta želja, da na tak način naredimo, da ima vse poskrbel za njega in to je to, tisti teden. Ne? Čakaj, ti si bil takrat, tebe se mi zdi, da ni, ne, si bil takrat, ko smo bili na Krku. Ja, Ja, no, v uni kučici, tam sem jaz razmišljal že, o tem. ja, da bi imel kaj bazenček, chill out spot, imaš tudi zunaj dober prostor, da razložiš vse, a ne? In pa še 200 skupine hiše, se pravi za koliko, 12 ali 16 ljudi je lahko noter. In je to pol Škaj, tu bi mogel sam pol enega kuharja dobiti. Ja, pač, se pravi. Ne, To ne je- da si vsak sam to kuha, ni ampak 800 evrov za en teden, ne? Ja. To je Ja, pač 3 saj ni- ure na osebo vsaj. In Ja, je vse to so, to, jaz ko sem gledal te boljše, tudi 4-5 tisoč evrov. Ne. Sam, lej, pač nekaj je treba dati, ne, za to. Ja, mislim, itak se, če imaš ti maserja, mislim, jaz ka vem, koliko dnevno dobijo, pač že maser te pride toliko za en teden, da pa veš, pa rabaš pol imeti, če jih je, ne vem, 10 kolesarjev, vprašanje, če 2, moraš imeti prej 3 maserje, da to vse Če podelajo, hočeš vse ne. skupaj podelati, ne, se, ja. Čakaj, daj, mi so zašla. A imava o trening campu še kaj tasga zapovedati? Se pravi, Simon je bil iz Human Performance Centra, on je bolj za treninge, pa je bil Blaž, ki je povedal o prehrani. Prehrani, Ti ja. si v bistvu tudi kot trener bil. Jaz sem bil kot trener, ko je pa bolj mogoče sem specifično gledal ali pa bolj v praksi, ne, pokazal vse skupaj stvari. Tako da vse skupaj smo združili, ker tudi jaz nasploh doskrat delam ta trenersko del, da se probam s kolesarjem 1 na 1. Ja. Se pravi, ne samo napisati trening, ampak z njim ujeti na trening, pa execution narediti, ne, se pravi, kako izvedbo celo. To mi je v bistvu v to smer trenersko, jaz bolj grem. Okay. Ne toliko sam plan treninga. Tisti, ki ne veste, to je itak, jaz sem pozabil, ker sem napovedal Mateja. Matej je večkraten svetovni prvak v kronometru, v cestni dirki. Samo v kronometru. Aha, a ni Trikrat bil sem v kronometru, pa trikrat drugi v cestni dirki. No, evo. Tu mi še manjka. Se pravi, na amaterskem svetovnem prvenstvu zmagal je že poln dirk, ena izmed največjih dirk je zmagal je bila Pinarello maraton. Pinarello kolesom. S Pinarello kolesom in je Fausto bil toliko vesel, kot še enkoli. Tako da ja, sem to, tako da imaš, ko se credential se reče po slovensko. Kredibilnost mogoče. Ja, ali kaj? imaš kredibilnost, na, saj kar se tiče cestnem kolesarstvu, prej si dirkal pa z gorskim, Ja. si bil tudi državen prvak. Ne, 7-krat sem bil državni prvak. tako da ja, da imaš vse. Nekaj je bilo, no, uspehov. Da mi povej, kar se tiče trening, dobijo te, bo dala v opis, se pravi, unka se bo hotel karkoli pozanimati o tem, kaj počneš, bo v opisu bojo podatki, ti lahko pišejo, bo dala mail itd. Ja, brez problema. Je to. Kar se tiče pa approved, sploh ne vem, kje ne začnem. Pohod stvari smo dodali na spletno stran, so novi, predvsem obročev, nov power meter je prišel ven od Osiome, še za MTB je zdaj zunaj. Potem imate pa akcijo poletnih oblačil, pa spring fall oblačilo Dasosa, tako da če kaj rabite, pejte na spletno stran, poklikite, ja, in je to. Pa dodali smo še annual membership, ki je pa 100 evrov, ampak so ugodnosti take, da če kupujete kaj dražjega, praktično vas pride avtomatsko cnej, če vzamete še tisto. Pa annual membership bomo še dodajali ugodnosti še dodatno zraven, tako da ja, unga, ki zanima, lahko pa tudi pišete, smo na Ziherlovi 10 v Ljubljani, če rabite karkoli sprobati, pridite sem, pa ja, sprobate in lahko tudi kupite v bistvu vse v showroomu. Tako da to je to.
A ima midva še kaj za dodati, kar se tiče trening campa, se ti zdi kaj tazga pomembnega? Koliko je bila sploh cena mogoče to? Cena je bila 250 € Za 4 dni. Ja, to je bilo zdaj za začetek. Sicer bomo verjetno malenkost dvignili, no, ker so le malo večji stroški. Ni neka huda cena, glede na to, kaj vse dobiš. Ne. To je to. No. Ja. Mislim, že prenočišče je. Že prenočišče, potem pa te gledaš, da imaš predavanje strokovnjaka za prehrano zraven tudi. Ne. Od treningih, da si z nekom, da je nekdo s tabo na treningu. Meni se zdi, da smo zelo. Ne, to mislim. Ja. Ne bom povedal, ampak... Mislim, to je zdaj za štart, smo rekli, da spet nazaj pridemo noter, no, pa bojo kakšne spremembe, no, povsod, na vseh delih. Imaš kaj zadati, da gremo na bajk? Lahko gremo na bajk, brez problema. Evo, mi da grejo pol zadnji, bo Matej še razložil temule kolesu. Vas, kot sem omenil, če vas karkoli zanima, lahko tudi spodaj komentirate, pa lahko Matej v bistvu pol še pove svoje mnenje, oziroma vam bo odgovoril spodaj v video. Nič, to je to, boste v Rožcah, se vidimo, gremo zdaj še na kolo. Čau. Čau. Čau, zdaj bova pa pogledala še tale kolo. Jaz bom kar Mateju prepustil, kaj je za en kolo, kakšno ima gor opremo, ko si ga je nastavil, čim bolj v detajle bo razložil. Evo, tako da Matej, evo ti. Hvala. Moj kolo za letošnjo sezono je Colnago V4 RS. Mat, črna barva, malo ima nekih detajlov, tako mečken svetlejše, tak nasivkasto. V glavnem velikost je 51,5. Colnago ima mečken drugačne številke, to je nekje tam okrog 54 klasika. Kaj je recimo razlika proti drugim? Ok, najprej, da ne preskakujemo. Dura-Ace opremama, komplet, zadnje zobnike 11-34, 12 prestav, 34 za kakšne klance ali pa kadar imaš easy trening, da lahko malo vrtiš. Spredi 52-36, v bistvu nek kompakt, semi-kompakt. To mi manjka, mogoče kdaj pa kdaj, da bi imel 54, ampak se bojim dati gor 40 zobnik, tam mal. Balanca spet integrirana, širina je 39, to je zdaj najožji, kar sem lahko dobil. Vidite tudi, da sem malo prilagodil še bolj na noter ročke, malo zaradi upora, malo pa tudi, ker mi paše ožja drža na cestnem kolesu. Dolžina krmila je 11 cm. Kam imamo še kaj takega? Sedež, Selle Italia, Boost, malo krajši sprednji del, mečken bolj mi odgovarjata. Sicer je širina, v širini bi se še dal malo razpravljati, no. Bi lahko bil mečken širši, ampak načeloma je to. Power meter imam na pedalih, to so Assioma. Evo, vidimo, da je malo rabljen, da ni Assioma. Zakaj imam Assiomo? V osnovi sem študiral, da bom kdaj pa kdaj kakšne intervale delal na gorcu, ker nisem imel power metra, pa sem tako lepo kombiniral. Plus to, da je Assioma ima za polniti, se polne, ne rabiš menjati baterij, kar mi tudi bolj paše, pa zaenkrat imam to 3 leta, pa nimam nobenih problemov. Ležaje sem 2krat menjal, to je pa to. Najbolj pomembna stvar tukaj v obroči, Princeton, Peak 45-50, peste tune, lahki, res dobri, sploh v vetru. Res ne morem prehvaliti, že prej sva govorila, brez da sva snemala, da vrhunske obroči, no. Gume, vidite, da imam različne, to zato, ker pač zaradi različnih podlag, ne, se hecam. Vozim načeloma Continental Grand Prix 5000 tubeless, te so zdaj 25, naslednje bojo 28, ker smo začeli prehajati mišljenje, da je 28krat pretežka pa prepočasna in smo šli zdaj bomo šli na 28.
28 pa nekje 5 barov, 5 pa pol, ponovadi pumpam. Furaš tubeless? Tubeless. Ok, se pravi, zadnji imaš zdaj. Tubeless. Zadnji je semi-tubeless. Ne, zadnji je pa ena guma, ker sem imel defekt, pa sem sam na hiter menil in ni bilo časa zdaj zamenjati. Sicer top guma, nimam kaj reči, ampak letos sem malo zamenil, pa sem šel nazaj na Continental iz Vitorije. Nimam pa za nobeno kaj slabega zapovedati. No. Tako da... Kako to, da si šel na Conti? Conti sem že včas vozil, rekel sem malo spremembe. Mečkem spremembe sem hotel imeti, pa sem rekel, gremo sprobati še Conti in zdaj mislim, da ne bom nekaj časa menil, sploh zato, ker se mi zdi, da zelo dolgo zdržijo. No. Ne, sej si dela dobro, samo da te nekaj še vprašam. Jaz imam zdaj tudi na umole koleso, ki ga testiram, imam gor 5000, pa me moti predvsem to, da ko grem v Vink, se mi zdi, kada drsim, tako, kada je sploh zdaj, ko je bilo suho, dobrih 20 stopinj, se mi zdi, kada ima... Če greš na meji, tako kot je na MotoGP, skozi drsim. Ja, sej, se mi zdi, da to na cestnem kolesu mi ni tako všeč. Tako da ne vem, pri Vitoriji mogoče se ne spomnim, ali pa se mi zdi, da nisem imel tega, pa me samo zanima, ali pa mogoče zate razlika med enim pa med drugim plaščom, samo da poveš. Med ta novo Vitorijo pa 5000, ko nisem neke hude razlike, razen v obrabi. Veliko hitreje so se obrabile, čeprav so tudi veliko izboljšane v primerjavi s prejšnjimi modeli. Včasih je bila Vitorija znana po tem, da za vdrž ni bila, no, zdaj je to čist druga skrajnost. Pa mogoče pri Vitoriji, zdaj ne vem, kjer je čista novega modela nimam, ampak tale del je začel se se velikrat odlepo mi. Ja, pri novih se to se mi zdi. Ja, pri Nextu nimaš tega, ne. Sam Next je malenko slab, se mi zdi, v prijem proti, ne vem, proti te. Ne, drugač nimam, z obema imam zelo dober občutek, ne ena, ne druga nima nekih hudih pomanjkljivosti, no. Sem pa presenečen, da mi je toliko dolgo zdržala. Praktično od lanske Franje sem je vozil, ne zdaj sem za dirko, tisti dan ponovadi nove, ampak takole za trening je pa zadnja guma celo malo predolgo zdržala. No. Ja, gospod Matej, koliko je pa teža kolesa? Čak, moram dati ta ključek ven. Mislim, da je 7,1. 7,1, tako kot ga zdaj vidite. S powermetrom pa brez Garmina? Brez Garmina, ja. Ok. Vrhunsko, hvala, ki si prišel. No, nekaj, malenkost. Lepo bodite, pa če imate kakšno vprašanje, kar vprašajte, napišite, če ne se pa spet po priliki srečamo. Zmenen. Bodite v Roscah, aj čau.